Dragi obiskovalke in obiskovalci današnjega dogodka, lepo pozdravljeni. Pozdravljena gospa Nuška Gajšek, županja mestne občine Ptuj, predstavnica Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, gospa Tjaša Koselj, Goran Pavlič, direktor Siriusa Kamnik, gospa Lidija Marin, ravnateljica osnovne šole dr. Ljudevita Pivka Ptuj, ter gospod Janko Šuman, predsednik društva Sožitje Ptuj. V začetek nas je popeljala Orhova skupina PPVI 3B, učencev osnovne šole dr. Ljudevita Pivka, Martin, Filip Jakov, Lena, Alen, Ismail in Adel. Zaigrali so nam pesem z naslovom S pesmijo po naših krajih, s priredbo in mentorstvom Klementine Mikec-Korpič. Današnji dogodek, konferenca ob zaključku izvajanja projekta Dodatno usposabljanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami za socialno vključenost in prihajanje na trg dela z naslovom Vključujoča enakost v tržni ekonomiji nam želi predstaviti sadove iskanja te 5-letne poti projekta, ki so ga v konzorcijskem sodelovanju izvajali Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj in društvo Sožitje Ptuj. Za začetek vabim gospo Nuško Gajšek, županjo mestne občine Ptuj, ki je gostiteljica današnjega dogodka, da nam nakloni nekaj besed. Lep pozdrav tudi v imenu mestne občine Ptuj in seveda ob zaključno 5-letnega obdobja najprej iskrena čestitka za vse doseženo, veliko in pomembno delo delate, pa ne samo na tem projektu, ampak čisto vsaki dan svojega udejstvovanja. Jaz kot predstavnica lokalne skupnosti moram na tem mestu izraziti veliko zadovoljstvo, ker se mi zdi, da zelo dobro sodelujemo, da se tudi lokalna skupnost dobro vključujemo v vaše delo, koliko je le mogoče pomagamo in pridemo nasproti. Jaz si želim, da to seveda ostane tudi v bodoče. Mi seveda se v tržno ekonomijo, kar je bilo nekaj večja ni tega vašega projekta, ne vključujemo mogoče toliko, mogoče najdemo še kako priložnost za to, ampak se poskušamo z vami nekako povezovati na vseh drugih področjih. In mene veseli, da smo skozi vsaka leta tudi pri naših otrocih, ki niso učenci osnovne šole dr. Ljudevita Pivka, dosegli zavedanje, da je potrebno tudi za njih poskrbeti. Mene najbolj veseli v tem mandatu, v mojem prvem mandatu, to, ko sem dobila pisma otrok iz osnovnih šol, kjer je ena skupina otrok, mislim, da je bila osnovna šola Breg, predlagala igrala za invalidne otroke. Meni se je to zdelo zelo pomembno, iskreno povedano, jaz se do takrat tega niti nisem sama nikoli priklicala neko zavest. In ko so me otroci opomnili na to, ne samo, da so me igrala nabavili, ampak jaz sem tako ponosna na njih, da upoštevajo potrebe drugih in ne samo svoje lastne, ker marsikdo bi pisal pač, kar se sam želi in se mi je to zdelo izredno pomembno. In mogoče samo k temu, da smo potem kupili 2 gugalnici za otroke na invalidskih vozičkih, da smo kupili tudi vrtiljak, mogoče da nas lahko tudi najavim že, da upam, da v kratkem, da bodo vsi postopki, ki jih moramo peljati preko Zavoda za varstvo kulturne dediščine v bližini dr. Ljudevite Pivke, bomo seveda naredili tudi trampolin za otroke na invalidskih vozičkih, ki bodo lahko uporabljali seveda tudi vsi drugi. Meni se to zdi zelo pomembno, to je tak način, na katerega pač lahko mi vplivamo v lokalnih skupnosti in tudi na tak način poskrbimo za vključenost vseh naših otrok in
to je zelo pomembno za povezovanje, ker veliko krat slišimo različnost bogati in res je temu tako. Tako da tudi hvala vsem vam, posameznikom, društvom in z drugim inštitucijam, ki vsakodnevno skrbite za te naše posebne otroke, da jim dajete zgled, da jih vodite skozi vse izzive, s katerimi se soočajo, ker so, kot smo prej videli nastop, eni pravi veliki sončki in res uživajo v tem se, ker delajo, kar kaže na to, da vsi vi, ki delate z njimi, delate veliko delo. Hvala lepa. Hvala, gospa Mateja Slaka. K besedi vabim gospod Jašo Kosel, predstavnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, kot skrbnico našega projekta, financiranega s strani Republike Slovenije in Evropskega socialnega sklada. Spoštovani gostje, cenjeni vodstveni in strokovni delavci v vzgojno-izobraževalnih zavodih in organizacij, društvi, otroci in mladi, lepo poznam tudi v mojem imenu, kot je povedal Katmano Tilan, prihajam iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Najprej sklene čestitke Ciriusu Kamnik, Osnovni šoli dr. Ljudevita Pivka Ptuj in Društvu Sožitje Ptuj za izvajanje projekta. Konzorcij izvaja projekt z naslovom Dodatno usposabljanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami za socialno vključenost in prehajanje na trg dela. Projekt je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada. Vsi projekti socialne vključenosti so prioriteta na našem ministrstvu. Vsi projekti so usmerjeni v zagotavljanje in ustvarjanje pogojev za pridobivanje novih socialnih izkušenj, razvijanje socialnih, medosebnih in komunikacijskih spretnosti, zmožnosti sodelovanja v skupini in reševanja problemov, uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije ter krepitev okupacijskih in poklicnih sposobnosti. Ministrstvo budno spremlja rezultate pilotnih projektov, jih nagrajuje in spodbuja. Tudi za naslednje programsko obdobje 2021-2027 Evropske kohezijske politike so načrtovane aktivnosti in sredstva. Cilj politike je socialna in vključujoča Evropa za izvajanje Evropskega stebra socialnih pravic. Cilj projektov je med drugim tudi pripravljen program za razvoj socialnih, osebnostnih in poklicnih zmožnosti otrok in mladostnikov. Cilj je tudi vzpostavitev sistema podpore v lokalnem okolju za spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Vendar pa se vsebine še usklajujejo na sektorju za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Vsi ti doseženi rezultati, ki bomo tudi danes imeli priložnost slišati in preizkušene dobre prakse, pa so vodile za snovanje sistemskih sprememb. To vrste spremembe terjajo, so uporabljali dolgotrajne in terjajo dovolj energije in moči in so odvisne od mnogih dejavnikov. Za lažji prehod iz izobraževalnih ustanov v lokalno okolje, torej potrebujemo vzpostaviti močne povezave z lokalnim okoljem. Potrebujemo trdne povezave vseh potrebnih deležnikov za izvedbo aktivnosti, s katerimi se osebe s posebnimi potrebami umesti v lokalno okolje. Otroke in mlade se poskuša spodbuditi k aktivnemu, samostojnemu in kvalitetnemu oziroma kakovostnemu življenju. Današnji dogodek je priložnost za mreženje oziroma srečanje ter razpravo, tako mladim omogočiti uspešnejši prehod do zaposlitve in vključenost v lokalno okolje. Cirius Kamnik, Osnovni šoli dr. Ljudevita Pivka in Društvu Sožitja se iskreno zahvaljujem za vse dosedanje delo in vsem skupaj želim uspešno zaključno konferenco. Hvala vam, gospod Jaša Kosel, za vso vašo podporo in pomoč. Naj nas sedaj nagovori gospod Goran Pavlič, vodja osvobodujočega partnerja, direktor Ciriusa Kamnik.
Hvala Tim. Prosim. Spoštovani, lepo pozdravljeni vsi, ki ste se prijazno udeležili in odzvali našemu vabilu na zaključno konferenco projekta Socialno vključevanje mladih v lokalna okolja ali krajše SVLO. Dovolite mi, da se najprej kot predstavnik vodilnega v projektu zahvalim vsem izvajalcem projekta, tako v Kamniku, kot tudi tu na Ptuju, vsem partnerjem, ki so sodelovali pri izvajanju projekta, po vsej Sloveniji, skrbnici projekta, gospe Tjaši Kosel z MZŠ, vsem učencem, dijakom in mladostnikom, brez katerih projekta seveda ne bi bilo, in vsem drugim, ki so kakorkoli pripomogli k dosežkom tega projekta. Projekt traja 5 let in vstopa v 6. leto. Projekta sta finančno omogočila Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, zato gre zahvala tudi tema organizacijama. No, še posebej pa se za prisotnost na zaključni konferenci zahvaljujem županji Ptuja, gospe Nuški Gajšek, in županu Kamnika, gospodu Mateju Slaparju, saj s tem dokazujeta, da sta tako Ptuj kot Kamnik mesti, ki se zavzemata za družbeno pravičnost in enake možnosti za vse in sta prijazni osebam s posebnimi potrebami. Projekt SVLO je del sodobnega razmišljanja o izobraževanju, usposabljanju in rehabilitaciji. Ti mladi s posebnimi potrebami, ki želijo biti polno vključeni v družbeno življenje, hočejo biti uspešni, hočejo biti sprejeti, ter želijo prispevati svoj delež k družbenemu blagostanju. Njihovo blagostanje je naš cilj in ideal, za katerega si prizadevamo ne v projektu, ampak, kot je rekla že županja Ptuja, v svojem vsakdanjem delovanju. Danes je pomemben dan, kajti v nadaljevanju današnjega srečanja boste detaljno spoznali, kaj vse je projekt SVLO ustvaril, kateri koraki so bili narejeni, da bi bili mladi s posebnimi potrebami še bolj vključeni v družbeno življenje in bili v večjem številu kot doslej uspešni iskalci zaposlitve in produktivni delavci zmožni za samostojno in neodvisno življenje. Želim vam uspešno delo in hvala lepa. Hvala, gospod Goran Pavlič. Hvala, gospod Zvani Govorja. Hvala, gospod Goran Pavlič. Besedi vabim tudi ravnateljico osnovne šole Ljudevita Pivka Ptuj kot vodjo konzorcijskega partnerja projekta gospo Lidijo Marin. Projekt spodbujanja socialne vključenosti otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v lokalno okolje se zaključuje. 5-letno obdobje nam je prineslo vidico novih izkušenj, spoznanj, timskega sodelovanja in zaključkov, ki jih bomo lahko še nadalje uveljavljali v praksi. Sodelovanje z našima dvema partnerjama Cirius Kamnik in Sožitje Ptuj je bilo zelo uspešno, kar kažejo tudi zaključki projekta. Verjamem, da se naše sodelovanje tukaj ne bo zaključilo, ampak se bo nadaljevalo tako uspešno tudi v prihodnje. Med nami so se spletle vezi povezovanja, sodelovanja, prijateljstva in timskega duha. Danes je pred nami sklepno dejanje našega projekta. Zahvaljujem se vsem, ki ste prispevali k temu, da bo današnji dogodek zanimiv, strokoven, se nam bo postregel s pomembnimi ugotovitvami,
ki smo jih vsi partnerji razvijali in dognali skozi izvajanje projekta. Vsem skupaj želim prijeten dan danes tukaj na Ptuju, ob predstavljanju zaključkov projekta, v upanju, da se naše poti srečajo tudi kdaj v prihodnje. Hvala, gospa Lidija Marin. Zadnji nagovor nam bo posvetil še gospod Janko Šuman, predsednik Društva Sožitje Ptuj, konzorcijskega partnerja projekta. Lep pozdrav vsem zbranim na zaključni konferenci Socialno vključevanje mladih s posebnimi potrebami lokalno okolje. Zelo smo veseli, da se ta plemeniti dogodek dogaja na Ptuju, ki je tudi kraj pozitivnega sprejemanja drugačnosti. Že beseda sožitja nam pove, da želimo deliti vsemi osebnimi zadovoljstvo, srečo, tudi žalostne dogodke. Društvo Sožitje sodelujemo in se povezujemo z raznimi ustanovami. Vedno najdemo skupne točke za boljši jutri, za uporabnike in njihove svojce. Tokrat smo se srečali s skupnim projektom, ki je v našo društvo Sožitje pripeljalo 5 mladih družin. To je za nas največ, da lahko pomagamo tistim, ki so pomoči in na svetu potrebni. Zahvaljujemo se obema partnerjama, Cirus Kamnik in osnovni šoli Ljudevita Pivka Ptuj, za uspešno sodelovanje. Upamo, da se tudi v prihodnje razpiše kakšen projekt, ki bi lahko s tem plemenitim delom nadaljevali. Želim vam prijetno druženje in upam, da bomo od konference pridobili vsi, tudi tisti, ki ni tukaj. Hvala.